Martin Ramoveš, zdravo. Pozdravljeni. Dolgo že nisva govorila. Pogledal sem svoj arhiv in videl, da je bilo to ob skladbi Sanjajo mi rože. To je bilo pa v času albuma uglasbenih pesmi Ivana Roba, ki smo ga izdali 2019, po mojem. Točno tako. Ampak v tem času nisi miroval? Ne, nisem. Jaz sem sicer aktiven na področju stripa, ampak tudi band še vedno živi in vmes nismo izdajali albuma, ampak smo pa neki stvari posneli, dali na YouTube, pa tudi neki nastopali. Ampak to, o čemer se danes pogovarjamo, je pa nekaj v bistvu novejšega, mogoče malo ene bolj take konkretne akcije, ki smo se lotili zdaj v zadnjem letu. Nenazadnje pred kratkim si sodeloval tudi z Miho Eričem v skladbi Cvetje ni za trganje. Ja, v tem obdobju je res. Sem tudi z Mihom Eričem sva naredila duo, s katerim sva nekaj nastopala, izdala sicer samo en komad, čeprav mava material, in to je še malo na čakanju. So pa sedaj prileteli Metuljčki. Metuljčki, ja, to je ena pesem, ki smo jo z bandom posneli v okviru snemanja 3 singlov. Šli smo v studio k Mateju Pečavarju, to je en tak fajn producent, ki nam je pri tem malo bolj konkretno pomagal, za razliko mogoče od naših prejšnjih stvari, ki smo jih izdajali bolj tako, kako ne rečem, lastni produkciji ali pa minimalnem odklonu od tega, tokrat je pa bilo to malo bolj tako odnos producent, band, smo šli še to probati in Matej Pečavar je bil zelo fajn pri tem. Je pesem napoved pomladi ali lepše prihodnosti? To je taka pesem, če boste tekst poslušali, so notri v bistvu obdelani neki taki klišeji, ki jih najdemo v popevkah, ampak jaz navličil sem se biti tak, ne vem, če sem bil kdaj pesimist, ampak nikoli nisem izpostavljal pretirano nekega veselja v svojih pesmih, ampak tukaj sem malo obrnil na glavo, tako da bi rekel pesem boljših časov. Pomeni, da želiš izboljšati vse tisto, kar nas bombardirajo iz radijskih, televizijskih in drugih sprejemnikov? Ja, mislim tako, zdaj izboljšati, kaj lahko naredimo. Mislim, to je neka taka pesem, ki je v bistvu intimna, ne? Jaz jo ne dojemam to kot neko družbeno angažirano pesem, ki bi ponujala kakšne rešitve, ampak gre bolj za doživljanje človeka, ki mogoče potrebuje majčken posluha ali pa pozornosti. Zdaj, a je to del vseh nas, se pa lahko vsak vpraša, seveda. Metuljčki pa letajo tudi v video? Res, ja. Joel Kastelic je mlada animatorka, ki sem jo srečal, ko je šla lepiti črke na vrata galerije, kjer sem razstavljal strip, in sva se kar tam zmenila, da bo delala video. In Metuljčki so bili najboljši komad od teh 3, ki sem jih poslal, in je delala stop motion animacijo, kar se mi zdi zelo fajn. Zdaj, ker je to aktualno, ta, kako ne rečem, produkcija umetne inteligence, ona je to naredila vse peš, delala iz plastelina in s polstenjem, se pravi ta old school stop motion animacija. Metuljčki so prileteli v eter. Martin, kako razmišljaš naprej? Ja, zdaj bomo še te 2 drugi pesmi počasi poslali in se veselim kakšnih nastopov. Šlo bo za nastope našega benda, ki je trio. Noter sta še Marko Petrič in Rok Skoliber, torej smo tak power trio. Verjetno bomo sodelovali tudi z Mihom Eričem in njegovim bendom 3 tone in to je tako neka bližnja prihodnost enega leta. Bo pa nova skladba sedaj tudi v našem radijskem etru, zato hočemo več neba. Ja, hvala. Zelo sem vesel zmeraj klica z Radia Prlek in Super Radio. Še več tega si želimo. Čez obzorje s težko roko se steguje čuden mrak, a v tebi je naivno svetlo jutro, spet pomlad, temni zoki
tresljaj so v podtalju in v glavi, a v trebuhu so metuljčki. O, kako bi poleteli. Kot da ni požganih mest, kot da niso meči dvorezni, kot da cela zemlja cveti v ljubezni. Letijo metuljčki naprej, vsak svoj in hkrati vsi skupaj, in pod njimi zemlja kriči: ne obupaj. Kot črna jata z neba izgine, zapustiva ruševine. Glej, nad dimom so metuljčki, iz življenj so poleteli. Kot da ni požganih mest, kot da niso meči dvorezni, kot da cela zemlja cveti v ljubezni. Letijo metuljčki naprej, vsak svoj in hkrati vsi skupaj, in pod njimi zemlja kriči: ne obupaj. Mi hočemo več, mi hočemo več, mi hočemo več, več ljubezni. Mi hočemo več.